kako najti pravno korektno možnost omejevanja tistih dejavnosti, ki pomenijo temeljno tveganje za širjenje oziroma poglabljanje bolezni. Gre torej za tehtanje med posameznimi individualnimi človekovimi in temeljnimi pravicami na eni strani in ugotovitvami stroke, ki terjajo določena ravnanja, ki po svoji vsebini pomenijo omejevanje teh pravic. Če samo navedem nekatere človekove pravice, ki jih vsebuje recimo Evropska konvencija o človekovih pravicah, hkrati jih pa seveda potem tudi naša ustava, čeprav konvencija neposredno velja, normira. Gre za pravico do življenja, pravico do svobode in varnosti, svobodo zbiranja in združevanja, svobodo gibanja in tako dalje. Ob tem pogosto pozabljamo na socialne pravice, ker razširitev pandemije lahko ogrozi tudi ekonomsko substanco družbe, s čimer pa načne tiste temeljne socialne pravice, ki veljajo za vse, ki delajo, na primer pravico do poštenega plačila. Ker če ne bo denarja, žal tudi plače ne bo, pravica do dela, ki seveda nikjer ni v celoti uzakonjena, ampak gre za eno od teženj Evropske socialne listine in tako dalje. Zdaj, do razveljavitve oziroma omejitve teh pravic lahko pride začasno. In sicer v primeru, ko to zahtevajo pravice drugih. Vsi vemo, da ne živimo kot Robinson na samotnem otoku, ampak prihajamo v interakcijo drug z drugim, pri čemer pogosto uveljavljanje moje pravice pomeni poseganje v tujo pravico. To je prvo, oziroma drugo, ko to zahteva interes skupnosti. In ko gre za pandemijo, lahko rečemo, da je to seveda interes celotne skupnosti, da se najde pot, ki bo te glavne posledice pandemije oziroma tiste najhujše posledice potem zmanjšala oziroma preprečila. Zdaj, naša ustava dopušča omejevanje oziroma začasno razveljavitev pravic, ko gre za izredne razmere, kadar to storimo z zakonom. To se pravi, zato je potrebno, da je sprejet oziroma da obstaja ustrezna podlaga zakona. Zdaj, ko tehtamo, katere pravice oziroma kako najti ustrezno pot do veljavnih ukrepov, ki bodo omejili oziroma upajmo tudi izkoreninili pandemijo, je treba seveda gledati pri tem tehtanju, kaj je manjše zlo. Profesor Bejovićeva je že omenila obvezno cepljenje. Ali je to v našem pravnem sistemu mogoče? Zdaj, če vzamemo 51. člen ustave, dopušča v določenih primerih celo prisilno zdravljenje, kar je seveda nekaj drugega, vendar če vzamemo nekoliko širši pristop, bi lahko v tej smeri tudi razmišljali. Zdaj, v zadnjem času se je pojavilo kar precej razprav o tem, ali je dopustno zahtevati vpogled o potrdilu za cepljenje ali ne. Zdaj, jaz bi tukaj opozoril na zakon o varstvu osebnih podatkov, ki seveda dopušča vpogled v občutljive osebne podatke, takrat, kadar to določa zakon zaradi izvrševanja javne koristi. Seveda gre pa za vprašanje, ali je potrdilo oziroma dejstvo, da sem bil cepljen, dejstvo o cepljenosti, v resnici podatek, ki bi se lahko reklo, ki se nanaša na zdravstveno stanje določenega subjekta. Ker zakon govori o zdravstvenem stanju. Je to zdravstveno stanje ali ne? Jaz bi si potrdil, da verjetno ni. To je neko dejstvo, da sem se dal cepiti, ki nič ne pove, da sem bil bolan, da nisem bil bolan ali ne. Morajo pa to zdravniki povedati. Zdaj jaz bi opozoril še na nekaj. Poglejte, pojem pravice predpostavlja obveznost nekoga, ki mi bo omogočil, da to pravico realiziram. Zaradi tega bi v zvezi z ukrepi, ki jih imamo,
oziroma ki bi jih morali imeti, opozoril na to, da pandemija ne dopušča samo razprave o pravicah, ampak bi morali govoriti tudi o obveznostih tistih, ki naj pač uresničitev teh pravic olajšajo, omogočijo oziroma ohranjajo. Zdaj, prva je dolžnost zakonodajalca. Zakonodajalec je dolžan sprejeti ustrezne okvirne norme, ki bodo omogočale izvedbene predpise, s pomočjo katerih se bo preprečilo oziroma omejilo širjenje bolezni. Izvršilna oblast mora po eni strani sprejeti jasne in premišljene ukrepe, ki jih ne bo ves čas spremenjala, in tudi način, kako bo preverjala njihovo uresničevanje. Kaj nam pomaga, če imamo predpis, kaj svem, da moramo imeti PCT potrdilo, pa tega nihče ne kontrolira. Nedavno smo imeli na fakulteti francosko poletno šolo, francoski gostje so se čudili, ker jih nikjer nihče ni vprašal, ali imajo potrdilo o cepljenosti oziroma o prebolelosti. To se pravi, eno je predpis, drugo je pa seveda njegovo izvrševanje oziroma nadzor nad njegovim izvrševanjem. Zdaj, jasno je, da je dolžnost, ki izhaja iz tega tehtanja, tudi dolžnost pravnikov, ki odločajo. Ne gre za to, da bi odločali v nasprotju s predpisi, ampak gre za to, da bi ne gledali na predpise črkobralsko, ampak z ustrezno ambicijo in željo, da pokažejo svojo profesionalno kompetenco s tem, da bodo našli rešitev. Na prvo žogo reči ne gre, je zelo enostavno, pa tudi zelo neprimerno. Zato mislim, da je dolžnost, da se iščejo rešitve, da se spodbujajo rešitve in predvsem, da se spodbuja neka širša pravna kultura. Zdaj, o vzgojno-izobraževalnih ustanovah je že bila beseda. Jaz mislim, da je dolžnost vzgojno-izobraževalnih ustanov tudi v tem, da spodbujajo pravno in siceršnjo kulturo, predvsem pa, če širijo znanje, da spodbujajo tudi spoštovanje znanja, ne pa kar nekih govoric, ki jih srečujemo na spletu ali sicer. No in končno, če smem dokončati, tudi vsak državljan zase ima dolžnost, da ne izziva nevarnosti okužbe, da ne širi propagande proti cepljenju in da se predvsem drži sprejetih predpisov. Žal, naša miselnost je pogosto dokaj anarhična, štejemo za džentelmenski delikt, če kršimo predpis, ampak to samo kaže na nizkost pravne kulture.